Tako, tudi če sem jaz zadnji, tretji avtor, ker smo nekako napisani tudi po pomenu tega prispevka, je kolegica Marta nekako zaradi zdravniško odsotna, Mojca je sicer odzadaj, pa lahko tudi pomaha, ampak je prepozno prišla, pa ni vedela niti ali bo uspela priti, tako da sem bil jaz zadolžen, da vse skupaj predstavim v imenu nas vseh treh. No in gremo, jaz samo najprej, da preverim, če je tista lučka za to? Ne. Nekako je mogoče kar relativno primerna varianta, da je naš prispevek bolj proti koncu, zato ker se bo v velikih primerih nanašale te številke na tisto, kar smo že slišali danes v številnih referatih in povzetkih. Bolj natančno oziroma iste številke so seveda predstavljene tudi dol na razstavi na plakatih, ampak po drugi strani pa tudi primerno, da mogoče prislišite malo komentarjev in širše slike tega, kako smo do tega prišli. Ampak za lažje predstave, kje je Celje v tej strukturi smrtnih žrtev v Sloveniji in širše, pa mogoče nekaj teh osnovnih podatkov. Smo že slišali nekje tudi danes, v drugi svetovni vojni sigurno več kot 60 milijonov bilo umrlih, ampak je bilo seveda zelo različno, kolikšno je procent žrtev glede na posamezne države. Klasične številke, na primer za Poljska je 16%, Sovjetska zveza 13,7%, potem pa je Jugoslavija, Madžarska, Avstrija, če vzamemo tisto, v katerem okviru se je tudi Slovenija dosti nahaja, tam nekje okoli 6% takratnega prebivalstva je umrlo med drugo svetovno vojno. No, rezultat za Slovenijo je pa tisto, kar je bilo ugotovljeno glede na raziskavo, dolgoletno raziskavo na Inštitutu za novejšo zgodovino, popis smrtnih žrtev druge svetovne vojne in zaradi nje, kjer smo prišli do številke okoli 100.000 smrtnih žrtev, kjer pa seveda spet so zadeve zelo različne zaradi različne dinamike glede na okupacijske pokrajine. Je Ljubljanska pokrajina tam, kjer je bilo največ žrtev, 9,5% prebivalstva, Koroška in Gorenjska kot en del tudi čez 7%, Spodnja Štajerska kot celota je bilo 5,4, Primorska 4,8, potem pa manj Prekmurje 1,9, za Reško pokrajino je problem, da ni primerjalne številke možno čisto točno dobiti zaradi statistične primerjave, ampak če v tem primeru pogledate, zato sem hotel imeti to zdrav, kje v tem kontekstu pride Celje 9%. In z tega stališča je Celje kot, tukaj v tem primeru zdaj govorimo tisto, kar je Celje kot današnja občina. Da ne bo pomoteni, ne gremo zdaj tisto, kar bo zdaj predstavljeno, je ozemlje Celje iz naše občine, v naši bazi podatkov je to določeno kot Celje občina novejša, imamo pa tudi seveda možnost filtriranja na starejšo celjsko občino, takratno vojno, in v tem primeru se gre za 1636 smrtnih žrtev, in če bi to nekako dali na tisti popis prebivalstva, ki ni čisto isto glede na ozemlje iz leta 1941, ko so ga Nemci opravili pri nas, je to pride 9%, kar je relativno zelo visoki znesek v primerjavi z ostalimi. In tukaj se potem seveda lepo vidi pomen vsega tega, kaj danes so že kolegi in kolegice govorili in na kakšen način se je to poudarjalo. Da bi razumeli te številke, morate malo več vedeti v našem projektu. Projekt se je začel že leta 1997 in je trajal v
v okviru 4 projektih, ki so bili financirani, vse do leta 2012. Glavni namen, ki je bil to, da se gre za sistematičen pobiš vojaških in civilnih oseb, ki so med drugo svetovno vojno in neposredno po njej. Se pravi, začeli smo z maja 1940, zaradi seveda, ker so bili že tudi, ker smo vključili Primorsko in mobilizirane v italijansko vojsko, ki se potem do nekako januarja 1946 zaključene vsemi povojnimi poboji in to je to, imeli rezidenčno pravico na območju današnje Republike Slovenije in so življenje izgubile zaradi vojnega in povojnega nasilja ali posledic vojne. To pomeni, da niso notri vštete samo tisti, ki so mogoče umrli v taborišču, ko smo prej govorili, ampak so tudi potem, ko so prišli iz taborišča, so zaradi posledic taborišča marsikdo, kar zelo veliko jih je potem, ko so preživeli taborišče in je to število žrtev kar zelo veliko naraste. Kot naprimer en primer, in glede pa rezidenčne pravice, se pa nekako potem pa to smatra, da tisti, ki so živeli pred vojno, v začetku vojne na tem področju, naprimer ni nujno, da je bil, tudi če je bil Slovenec, ki je se pred vojno preselil in živel dlje časa v Beogradu, pa je tam umrl med bombardiranjem, ta seveda ni tam štet, ker je imel rezidenčno pravico dol v Beogradu. Druga varianta, kar je potrebno pa vedeti, da smo to potem, ko je leta 2012 bila zaključeni vsi ti projekti in so bile tudi neke študije narejene že, smo potem tehnično naprej vzdrževali to bazo teh 100.000 žrtev v okviru raziskovalne infrastrukture slovenskega zgodovinopisja in smo bazo tudi delno dopolnjevali. Nekako takrat, ko se je zaključilo, je bilo rečemo naprimer 97.000 žrtev pisano, zdaj jih je že čez 100.000, vedno se nekje dvojniki bliže dodajo, ampak to ni več tisto sistematično delo, ko je bilo takrat v okviru projekta, to je bolj v smislu, da se javljajo, da občasno dobimo kakšne informacije, ljudje javijo informacije ali pa kaj podobnega, ali pa kakšne informacije se prečistijo in podobno. Zelo pomembno za razumevanje same raziskav pa je to, da se je zbiralo zelo različne podatke o osebah. Skupaj je naprimer 25 spremljivk tukaj naštetih in se gre vse od imena in priimka seveda, od očeta, matere, če so podatki, od rojstva in podobno, pa bomo malo to kasneje pogledali na drugem primeru. In seveda na vse te spremenljivke, ki imajo svoje vrednosti, je za vse to je možno delati in neke osnovno statistične izračune. In tega seveda v tem prispevku nismo mogli narediti za vse, kar je bilo mogoče, za tega bo v nadaljevanju prikazan samo nekaj en osnovni del tega, kar je v resnici pa mogoče dano preko baze, da se naredi. Je pa najnovejša verzija zbirke teh naših raziskovalnih podatkov te baze dostopna še vedno na Zgodovini Slovenije History, na novem naslovu zdaj, ker je bila zdaj zelo dopolnjena, tudi tehnično. Hkrati je bila dopolnjena vsebinska, da smo do zdaj objavili čisto vse podatke, ki smo jih imeli. Prej je bila omejena glede na zakon o dokumentarnem in arhivskem gradivu, samo tisto, kar je ta zakon dovoljeval. Zdaj smo na podlagi novega zakona o varstvu osebnih podatkov, te druge verzije, imeli možnost, da objavimo vse. Hkrati pa smo dodali to možnost, da registrirani uporabniki, to pa ne pomeni samo registrirani raziskovalci, ki vas tudi kolege in kolegice vabim k tem, da pristopite, ampak tudi zainteresirana širša skupnost, ima možnost, da zdaj dodaja ne samo tako, kot smo prej imeli predloge, ampak da direktno začne vpisovati v bazo, potem, ko se registrira. To ne pomeni, da boste s tem
izničili naše podatke, ampak boste naredili glede na uporabniško ime svoj sloj, ki bi ga bo mogoče videti. In ta zadeva je nekako vidna takole. Bom pa pokazal, ne, zdaj je to naprimer eden teh primerov, ki smo ga tudi v članku potem pa predstavili, kako se zdaj potem išče, naprimer primer tragedije družine Dobrotišek, ki stomaža nad Vojnikom, vidim, da je malo mi rezalo naslove, je pa čisto takla. Tukaj gor, samo se to nažalost ne vidi tukaj, je iskanje, ki gre preko telih filtrov. In tukaj sem jaz samo opisal primek Dobrotinšek, pa naslov Tomaž nad Vojnikom, dobi se 5 zadetkov in tukaj pokažejo za vso to družino, ki je takrat v tragično umrlo, preživela sta samo ena hčerka, ki se je uspela vrniti iz Auschwitza, pa druga hčerka, ki je bila tukaj mala, da je bila poslana v to otroško taborišče, kar smo tudi pred kolegice pred menoj slišali, vsi ostali so pa v tej zadevi umrli. Tako, naprimer, na ta način s temi filtri je mogoče dobiti to in ni samo to. Tukajle, naprimer, je potem pa glede na filtre mogoče dobiti te rezultate, kolikšno je število. In vse tisto, kar bo tam kazano, kar bo skozi večino tega, kar smo tukaj pokazali, je mogoče že s temi filtri se lahko že sami izračunate na podlagi tega, da spremljate, katera številka je tukaj. Druga pomembna novost je, ko sem rekel, da se je mogoče registrirati in da bo tisti, ki se bo registriral, bo dobil tudi možnost dodajanja podatkov. Hkrati pa, če so kje kakšne večje skupine, mi imamo naprimer te spomeničarje, ki so že na geopediji dodajali partizanske spomenike, so upisali kar veliko podatkov že noter in imajo svojo skupino, ki s tem dodaja in mogoče tudi filtrirati s tem. No, podatki pa nekako tako izgledajo. Primer ena. Helena Dobrotišek se pravi, naprimer tako je. Priimek, ime očeta, ime matere bi bil lahko priimek matere, datum rojstva, kraj rojstva, naslov, kje v stari občini, novi občini, pokrajini takratni okupacijski, zakonski stan, poklic, narodnost, spol in potem podatki o smrti, kakšen vojni status je imela ta oseba, datum smrti, kraj smrti, država smrti, kraj pokopa, če je država pokopa, vzrok, povzročitelj smrti. Primer, vse take zadeve se dela in vse to je mogoče preko tistega filtra spraviti ven. Kar pa je za uporabnike mogoče najbolj pomembno in tukaj pri tej varianti je pa to, da so zdaj objavljene tudi vsi viri in opombe, ki so je raziskovalke takrat, ko so zbirale podatki, si pisvali in vse iz katere vire so te podatki ven bili dani, so opisani in hkrati v primeru, če je kakšni dvomljive podatki, da naprimer, da sta znana 2 podatka za eno in isto zadevo, je tukaj od spodaj to zapisano, razrešeno in podobno. No, zdaj pa da vidimo, kaj se iz tega da dobiti. Naprimer, čisto osnovna opisna statistika, naprimer, te, ko smo rekli 1636, je od tega seveda 1321 moških in 313 žensk. To ni nobena presenetljiva zadeva, to velja približno za celo Slovenijo, mogoče žensk celo relativno, mogoče kakšen odstotek več, kot za povprečje, ampak glede na situacijo v Sloveniji je to podobno. Naprimer, podobno velja za 72 mladoletnih oseb, pa 1275 Slovencev, pa 237 nemške narodnostne manjšine. In zdaj, pa da jaz razložim malo, kaj zdaj to pomeni. Zgleda vse osnovno, pa zgleda zelo enostavno. Ampak v resnici je pa tako, da za vsako tako kategorijo se skriva že en načrt, ki ga je, rečemo temu, eno metodologijo, ki jo je Inštitut za novejšo zgodovino takrat imel in jo je vzpostavil že od začetka izvajanja
vse te kategorije opisal in je klasifikacija žrtev že vnaprej lepo znana po naši metodologiji, kateri smo jo takrat opredelili in smo se je držali. To ne pomeni, da je zdaj ta metodologija edina in pravilna metodologija, je pa dobro poznati za tega, ker če se kdo seveda s to metodologijo ne strinja, bi mogel začeti jovo na novo vse skupaj klasificirati in dodati. In naprimer, ker naprimer, če se tako reče, kaj so zdaj mladoletne osebe. Mladoletne osebe so v našem primeru vse osebe, ki so mlajše od 21 let. To je zdaj tista kategorija iz tistih časov, ampak če tega ne veš, ne boš vedel, zakaj je to tukaj mladoletna oseba. Tudi klasifikacija, kdo je Slovenec, kdo je Nemec, zna biti mogoče kdaj stvar presoje in presoje teh raziskovalcev, ki so to takrat določali in bi lahko bila tudi kdaj kasneje stvar debate. Ampak pri nas je pač smo latvali iz teh kategorij, ki so jih raziskovalke zelo pazljivo skozi ves čas teh dolga, ne bom rekel leta, skoraj dobesedno desetletja, skozi vse tiste številne vire spravile in prišle do vseh teh različnih vrednosti za te kategorije. In potem ena druga osnovna, pa seveda koliko je število žrtev naraščalo, kar pa tudi ni presenetljiva zadeva, to velja podobna skala tudi za celotno Slovenijo. Zdaj pa, ko veste več glede kategorij, je pa seveda dobro potem pa pogledati, kako se to odraža na posamezni varianti. Je pa tak, od teh 1636, da pa če gremo od spodaj gledati, boste videli tukaj 316 neznano. Za 316 oseb nismo sploh mogli določiti, kakšen je bil njihov status, takrat, ko so bili žrtev. In kar pomeni, da ni to, da ne bi mogli domnevati, kaj je bil kdo. Če je bil kdo ubit, usmrčen iz te strani, ni nujno, bi se lahko domnevalo, da je pripadnik tega pa tega, ampak pri nas je šlo zelo na sigurno varianto, brez dvoma, mora biti potrjeno v dokumentaciji in v tem kontekstu, spet sem pritisnil, v tem kontekstu je seveda toliko bolj pomembno, da so te zadeve pravilne. In tukaj se lepo ugotovi, da od teh, kar pa je pa znano, veliko števila so seveda civilisti in potem so sodelavci partizanskega gibanja, ki niso isto kot civilisti, in aktivisti OF, ki spet niso isto kot sodelavci partizanskega in civilisti. Zdaj spet odvisno, kako se to opredeli. V našem kontekstu je bilo to seveda zelo dobro opredeljeno. Potem so pripadniki partizanskih enot slovenske partizanske vojske, jugoslovanske partizanske vojske, jugoslovanska kraljeva vojska, slovenski četniki samo 4 in druga večja poleg partizanske vojske, in teh so bila nemška vojska zaradi tudi mobilizacije, o kateri smo že danes tudi dokaj slišali, in seveda veliko število mrtvih v tem kontekstu. Kdo je pa zdaj tisti, ki je povzročitelj? Obratna varianta, vse te kategorije, ki smo jih imeli za kateri vojni status, se seveda preobrne na glavo, in kdo je zdaj, ki je glede na dokumentacijo, do katere smo dostopali, za tega seveda je spet tukaj velika številka 501 oseba, za katero ne vemo, kdo je bil povzročitelj, oziroma ne moremo sigurno trditi. Je tako, da so bili seveda, kar tudi nič presenetljivega, nemške okupacijske enote in gestapo. Če tukaj vidite domobrance in podobno, tudi ni nič presenetljivega, zato ker v okviru Celja je bilo po letu 42 praktično nobenega odporniškega gibanja. Bilo odporniško gibanje je bilo leta 41 in 42 strani Nemcev zelo učinkovito razbito kot partizansko odporniško,
In seveda je dosti teh, ki pa je šlo v partizane iz Celja, je šlo v partizane tudi kje drugje. Marsikdo je bil seveda takoj v začetku vojne zgnan proti Ljubljani, iz Ljubljane v partizane in potem padel nekje na Dolenjskem in podobno. Tako da je tudi nič čudnega, da prihaja tega, kar to ne pomeni, da so domobranci tukaj bili v Celju. Ne. Podobno seveda velja za ustaše, ne. Kjer so pa verjetno povzročene tudi, kar je bilo dosti pa pri civilistih. Ne. Bomo, ja. In potem tukaj pa je te drugi povzročitelji so pa seveda partizanske enote, veliko zaradi povojnih pobojev, voz, jugoslovanska armada in spet ta zadeva z rdeča armada pa zavezniške vojaške enote, če se tako reče, ki so bili seveda povzročitelji smrti za mobilizirance v nemško vojsko. In v teh kontekstu je seveda se gre spred vzrok smrti, padli v spopadih in zaradi nje pogrešani, umrli v različnih okoliščinah, umorjeni, padli kot talci, umrli v zaporu in podobno. Zdaj bi pa iz tega jaz tukaj izpostavil, mogoče za lažje razumevanje vse te kompleksnosti, padli kot talci. Ne? Padli kot talci, vidite tukaj 147, ne? Ampak, če gremo pa mi potem naprej gledati, tukajle, ne, pa imamo od civilnih žrtev 611 oseb, tega 340 Slovencev, 200 pripadnikov teh, je bilo ustreljenih 38 oseb kot talcev. To pomeni, od tistih več kot 120 oseb, ki je bilo prej tem, je tukaj nekje kar naenkrat, ki je 38. To ni diskrepanca, to pomeni, da tukaj se gre samo za eno kategorijo razloženo iz prejšnje enote, kjer je bilo civilno prebivalstvo, ni bilo pa na primer podporniki partizanskega gibanja, aktivisti, partizani, za katere tudi veste iz vseh teh zadev, da so bili zelo pogosto tudi tisti, ki so bili ustreljeni kot talci. Ne. Na primer, prejšnja družina, ki sem jo predstavljal, je bila najprej klasificirana ena kot podporniki, ker so skrivali partizane, so bili podporniki partizanov, potem je eden od njih potem šel od partizane kot partizan umrl, drugi so umrli kot taboriščniki v taborišču. Že usoda ena družina je bila razklana na te različne kategorije. Ne. Podobno je tukaj, ne, internacija, pri povojnih pobojih in bombardiranja. Druga slika je, pa končam, pa če se pozame, to smo zdaj govorili o teh, ki so imeli, rečemo temu, pravico, ki so izhajali iz Celja. Druga obratna varianta pa je, kaj se pa zgodi s temi, ki pa so umrli v Celju. Ne? V tem kontekstu smo že slišali, lahko še enkrat tole se pritisne. V tem kontekstu smo že slišali prej o, naprimer, bombardiranjih in podobno, in se vemo, da so bila bombardiranja zelo zelo veliko, glede na našo bazo teh, kolikor je bilo veliko. Videli smo za žrtve povojnih pobojev tudi nekaj teh, posledica taborišča vojaškega rodilišča tudi, ampak če pa pogledamo na splošno, ne, to so pa spet nekaj, sem združeval, talci ustreljeni 403 od celih 813, ki so jih umrli notri. Z tega stališča se zelo jasno vidi, kako je bilo Celje neke vrste upravna enota, kjer je imela seveda skoncentrirane tudi vsa ta zapore, tiste oblastvene nasilne organe v samem mestu,
ni bila razen bombardiranja toliko podvržena vojaškim operacijam in podobno. Morali bomo zaključiti. Tako. In iz tega stališča, kar je pri teh talcih zanimivo, je tudi to, da talci večinoma niso izvirali iz Celja, samo 9% teh je bilo iz Celja, ampak iz širše okolice, naprimer Zasavja, Zgornje Savinjske doline, Šaleške doline in podobno. In kot zanimivost, to je pa tisto, kar je pa mene presenetilo, ko sem delal to statistiko, je pa to, da se lepo vidi, glede na to, da so bili iz večjih središč, da ni bilo to kmečko prebivalstvo ali pa v večini, kakor bi se lepo videl, bilo je iz teh manjših središč več kakor vsi trgi in podobno. In je z tega stališča je industrija in obrt med njimi gromozansko zelo nadreprezentativno zastopana. To je tako. Tako da bi, hvala za pozornost, samo še enkrat rečeno, vsa ta statistiko je treba brati zelo pazljivo. Vedno lahko jo obrneš tako ali drugače in je treba ves celoten kontekst pogledati, iz katerih strani številke prihajajo, hkrati pa moraš vedno te številke potegniti v neki en širši kontekst vseh teh dogajanj. Zato, ker če se izpostavijo samo en del številk iz samo ene baze, če boste samo en podatek iz baze ven filtrirali in ga rekli, aha, tako je bilo, ne boste pa tega podatka dali v širši okvir, ne samo ostalih statističnih izračunov, ampak tudi celotne zgodovine, lahko pride do večjih napak. Hvala lepa. Hvala lepa.